doživetja narave. Lepo pozdravljeni. Veliki petek je dan tišine. Dan, ko se človek ne ustavlja ob hrupu sveta, ampak ob križu, ob trpljenju, ob smrti. In tudi ob vprašanju, ki se vedno znova oglaša v človeškem srcu. Kakšen smisel imajo bolečina, preizkušnje, izguba? V to tišino današnjega popoldneva vstopamo s spominom na svetega papeža Janeza Pavla II. Letos bo namreč minilo 30 let od njegovega prvega obiska v Sloveniji. Bil je papež, ki je ljubil gore, poti, samoto in zgovorno tišino narave. V stvarstvu ni videl le lepote, ampak tudi sled Božje bližine. Gora mu ni pomenila bega pred svetom, ampak prostor, kjer človek lažje zasliši Boga in tudi samega sebe. V naslednjem sklopu bomo razmišljali o ekološkem spreobrnjenju človeka in človeštva. Izhodišče bo zapis ekologa in biologa Jurija Dubravca, ki opozarja, da narava ni le prostor tolažbe, sprostitve, ni velik wellness ali spa, temveč prostor spreobrnjenja. Kajti kdor zna v tišini gledati nebo, skale, gozd in pot, lahko bolje razume tudi skrivnost križa. Po kratki zgodbi Reinolda Šteharja se bomo na kratko odpravili še na 4 križeve pote v naravi. Janez Pavel II. Ni bil človek, ki bi gore občudoval le od daleč. Bil je romar s trdnimi koraki, duhovnik z nahrbtnikom, človek, ki je v vzponu, vetru, snegu in tišini gorskih poti prepoznaval prostor svobode, molitve, prijateljstva in notranjega zrenja. Karol Vojtila je v mladih letih najprej vzljubil svoje domače gore v Beskidu Malem, nedaleč od Vadovic. Že kot deček je hodil na Javorzino in Leskovec. Tja se je vračal tudi pozneje kot duhovnik in kot škof. Zelo rad je odhajal tudi v Tatre. To so bile zanj ljubljene gore. Tam ni iskal le razgleda, ampak tudi tišino, notranjo zbranost, pogovor in molitev. V teh gorah je hodil s prijatelji, pozneje študenti, s katerimi je gradil poseben odnos bližine in zaupanja. Poleg Tater so ga privlačili tudi drugi poljski gorski svetovi, Beskid Živjetski z Babjo goro, Gorce in Beskid Vispovi. Tam je pešačil, taboril, smučal, spremljal mlade in z njimi delil tudi globlje pogovore o življenju, veri in odločitvah. Janez Pavel II. Ni ljubil gora zaradi športa samega. Ljubil jih je zato, ker so ga učile gledati navzgor. Tudi kasneje, kot papež, je v svojih nagovorih večkrat omenjal naravo kot kraj tišine, premišljevanja in Božje bližine. Govoril je o gozdovih in dolinah, kjer si telo odpočije, duh pa se lažje odpre premišljevanju in kontemplaciji. V stvarstvu je prepoznaval tiho sporočilo. Na veliki petek, ko gledamo proti križu, se spominjamo tudi stavkov, ki jih je 18. maja leta 1996 izrekel v Ljubljani. Prišel sem, da vas potrdim v veri. In ne bojte se Kristusa, odprite vrata odrešeniku. To so besede, ki jih lahko na veliki petek razumemo še globlje. Vera ni beg pred križem. Vera je odprtje vrat Kristusu sredi preizkušnje. Veliki petek ni dan triumfa, je dan zvestobe, dan vztrajanja pod križem. Prav zato nas lahko zgled Janeza Pavla II. Močno nagovarja tudi danes.
Znal je namreč povezati pot navzgor in pot navznoter, ker je razumel, da se človek v gorah ne oddalji od sveta, ampak se mu lahko približa bolj resnično. Gore niso pobeg iz sveta, ampak prostor, kjer človek spet sliši bistveno. V naravi ne sreča le lepote, ampak tudi lastno majhnost, krhkost in odprtost za Boga. Če nas sveti Janez Pavel II. Uči, da je narava prostor Božje bližine, nam današnji čas postavlja še eno pomembno vprašanje. Kako sploh vstopamo v odnos s stvarstvom? Papež Frančišek je v okrožnici Laudato Si govoril o celostni ekologiji in o potrebi po ekološkem spreobrnjenju. Biolog in ekolog Jurij Dobravec opozarja, da ta izraz pogosto razumemo preplitvo. Po eni strani lahko naravo idealiziramo, vidimo jo kot lep pobeg iz napornega sveta, kot prostor, kjer človek išče predvsem sebe, svoj mir, svojo razbremenitev. Po drugi strani pa nas lahko govorjenje o okoljskih krizah pahne v nelagodje, stisko, stres in paralizo, vse to pa neredko bodisi umik v varno zavetje tehnično in tehnološko zavarovane človeške družbe ali pa kar v notranjo nagnjenost, v agresiven tehnooptimizem. In ravno tu je bistveni poudarek. Narava ni le lepa razglednica, ni le tolažba, ni velik prostor za oddih. Če jo iščemo samo zato, da bi se sami bolje počutili, jo spet uporabljamo. Tudi tedaj ostaja predmet naših potreb. Ekološko spreobrnjenje pomeni nekaj globljega. Pomeni, da se človek iz narcističnega monologa premakne v odnos, da začne poslušati, da začne spoštovati, da narave ne želi takoj spreminjati, prilagajati in obvladovati. To ni lahka pot. Po Dobravcu je to asketski proces. Proces, v katerem človek najprej prepozna svoj delež krivde, potem spremeni odnos, sprejme pokoro in sprejme tudi omejitve. Na Veliki petek se ta misel lahko sliši še bolj jasno. Križ ni samo bolečina. Križ je tudi resnica o človeku, ki se odpove sebičnosti. V ekološkem smislu križ pomeni odpoved napuhu, odpoved narcisizmu, odpoved iluziji, da človek lahko vse obvlada, vse poseduje in vse popravi po svoje. Veliki petek nas zato ne vabi samo k spominu na Kristusovo trpljenje. Vabi nas tudi k temu, da sprejmemo križ omejitve, da se odpovemo nadvladi in da začnemo znova graditi odnose z Bogom, z ljudmi in stvarstvom. Pomladna doživetja narave. Na Veliki petek spremljate doživetje narave, danes krajšo oddajo, v kateri bomo zdaj slišali razmišljanje innsbruškega nadškofa Reinolda Šteherja iz njegove knjige Sporočilo gora. Bere Marjan Bunič. Križ na vrhu. Pri vzponu pridemo do zadnjega razkošja, do zadnjega slemena ali do zadnje travnate vesine. Potem smo na cilju. Če tudi kakšen leden veter počitek naredi neugoden in meglene cunje zagrnejo pogled v dolino, je dosežen vrh le praznik, kos velikega sabata, ker je pot prišla do konca. Ob koncu vseh mnogih tisočih majhnih poti, ki jih ljudje prehodimo, vedno spet stoji vprašanje: čemu? V vsem iščemo neki smisel, karkoli delamo in se trudimo,
Ne moremo drugače, kakor da s pogledom na smisel gremo skozi življenje, pa naj bo to korist, ki jo imamo pred očmi, srečanje s človekom ali pomoč nekomu, to nas priganja, da pospešimo korak. Naj bo to razvedrilo, ki ga potrebujemo, zaradi mene tudi vrček piva, ki nas čaka v koči in zna biti, kakor znano, močno smiselno vabilo. Smisel potrebujemo za vsa pota. Toda navedeni primeri so tako rekoč le kratkoročni, delni smisli. Na vrhu, kjer se svet bliža koncu, nad nami pa se boči le daljnje nebo in se podijo oblaki, raste iz pogleda v globine in vdalje vprašanje po smislu vsega. Kdaj pa kdaj začuti to skoraj vsakdo, čeprav si tega zavestno ne prizna. Vprašanje po smislu celote je odločujoče. Kdor tega velikega smisla ne more slutiti, ga čutiti, zaznati, vanj verjeti in ga nositi v srcu, so mu tudi kratkoročna osmišljanja vprašljiva. Kaj mi bo podrobnost, če je celota nesmisel? Zato je vprašanje, ali stopimo na vrh smisla in doživimo smiselni vrh, vprašanje življenjske sreče. Prejšnje stoletje je rodilo temno besedo nekega filozofa. Bivanje je nesmisel. Izbirati moram med Bogom in nesmislom. Bog je zame neznosen, torej izbiram nesmisel. Tu je človek seveda zašel v brezupen prepad. Če je vse nesmiselno, mar ni pravzaprav potem treba razglasiti za nesmiselno tudi, da je vse nesmiselno. Izpod takih previsov ne vodi navzgor nobena pot več. Ne verjamem, da na vrhovih stoji veliko ljudi v tem temačnem temeljnem razpoloženju. Če že niso verniki, so vsaj iskalci. In to je že zelo veliko. Križ na vrhu, ki stoji na tako številnih gorah naše domovine, pomeni zadnji, vseobsegajoči smisel vseh poti, odrešujočo ljubezen neskončnega. Zato križ na gori pomeni veliko več kakor merilno znamenje, ki mi s hladno natančnostjo pove, da sem zdaj na 3354 metrih nadmorske višine. Gora ni le kraj oddiha, ampak kraj resnice. Veliki petek nas uči, da brez omejitve ni vstajenja. Križev pot v naravi ni le pobožnost med drevesi, ampak vaja v spoštovanju stvarstva. Pobožnost križevega pota izvira iz Jeruzalema, kjer so verniki že v prvih stoletjih hodili po poti Kristusovega trpljenja. V Evropo je prišla z romarji, njeno širjenje pa so posebej zaznamovali frančiškani. Tudi na Slovenskem so se križevi poti v naravi začeli pojavljati že pred stoletji. Kapelice, križe, znamenja in kalvarije so začeli postavljati po pobočjih, ob romarskih poteh, v bližini cerkva in svetišč. Tako je nastajal poseben prostor molitve, hoje in premišljevanja. Križev pot v naravi človeka ne vodi le skozi pokrajino, vodi ga tudi globlje vase. Ob vzponu, tišini in ritmu korakov postane premišljevanje bolj telesno, bolj zbrano, bolj resnično. Takšne poti so posejane po vsej Sloveniji. Spomnimo se samo kalvarije v Šmarju pri Jelšah, križevega pota v Idriji, kalvarije v Mariboru, križevega pota na Veselo goro v Puštalu pri Škofji Loki in še marsikje drugje. Danes se na kratko ustavimo ob 4. Prvi je Smledniška kalvarija.
Na hribu nad Medvodami stoji smledniška kalvarija, skozi gozd vodi pot med 14 kapelicami, ki se v cikcakih vzpenjajo proti vrhu. Tam na vrhu stojijo 3 križi, pa razvaline starega gradu in širok pogled proti Ljubljanski kotlini in Alpam. To je kraj, kjer se križev pot združi z razgledom, kjer človek med drevesi, kamnom in nebom laže začuti, da Kristusova pot ni oddaljena od naših poti. Drugi kraj je Križna gora nad Ložem. Romarska pot vodi mimo kapelic proti cerkvi Svetega križa. Spremljajo jo razgledi na Cerkniško polje in Notranjske gozdove. Tam se tišina ne ustavi le v podobah postaj, ampak tudi ob širini pokrajine. Kot da človek med hojo laže razume, da križ ni konec poti, ampak njen najtežji in najbolj resničen del. Mengore pri Tolminu nosijo posebno težo. To je romarski vrh, kjer križev pot poteka skozi prostor zaznamovan s spominom na Prvo svetovno vojno. Ob kapelicah stojijo še jarki, kaverne in druge sledi trpljenja. Tu se skoraj dotakneta 2 zgodbi. Kristusov pasijon in človeška zgodovina ran, nasilja in izgube. Zato je ta pot še posebej močna na Veliki petek. V Gradišču nad Podsredo vodi baročni križev pot do cerkve Matere Božje 7 žalosti. Kapelice, napisi, vzpon in okoliška pokrajina ustvarijo prostor zbranosti in stare ljudske pobožnosti. Takšni kraji nas učijo, da vera ni samo v besedah, ampak tudi v koraku, v telesu, v vzponu, v vztrajnosti, v poti, ki jo človek opravi počasi in z odprtim srcem. Na Veliki petek gledamo križ, toda ne kot znamenje konca, temveč kot znamenje zvestobe, ljubezni in poti, ki vodi naprej. Sveti Janez Pavel II. Je v gorah iskal tišino, v kateri je človek bliže Bogu. Jurij Dobravec pa nas spominja, da narava ni le prostor tolažbe, ampak tudi prostor spreobrnenja, omejitve in odgovornosti. Morda prav zato križev pot v naravi lahko tako močno spregovori, ker združi hojo in molitev, pokrajino in notranjost, tišino in vprašanje, bolečino in upanje. In nas uči, da človek ne raste samo takrat, ko osvaja vrhove, ampak tudi takrat, ko zna obstati pod križem. Naj bo zato današnji Veliki petek povabilo, da hodimo počasneje in gledamo globlje. Doživetja narave. Hvala za pozornost v današnjih posebnih doživetjih narave, ki sem jih pripravil Blaž Lesnik, z menoj pa so brali Nataša Ličen, Mateja Subotičanec, Jure Sešek in Marjan Bonič. Želim vam miren in blagoslovljen večer še naprej. Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna.